Kako so slovenski komunisti stali v bran srbski mafiji in omogočili najhujše srbske zločine 90-ih let. To je Stane Dolanc, bil je eden najtesnejših sodelavcev Tita in zelo visok funkcionar komunistične partije. Bil je minister za notranje zadeve Jugoslavije od leta 1972 do 1982 ter igral ključno vlogo znotraj jugoslovanskih obveščevalnih in varnostnih služb, vključno z zloglasno UDBO. To pa je Željko Ražnatović oziroma Arkan, zloglasni srbski kriminalec, eden glavnih likov srbske mafije in vojni zločinec, ki je v 90-ih letih zagrešil številne masakre v Bosni in na Hrvaškem kot vodja srbske prostovoljne garde, bolje znane kot Arkanovi tigri. Po odprtju jugoslovanskih arhivov je postalo jasno, da je bil Ražnatović eden od agentov UDBE v času, ko je bil Dolanc notranji minister. Ražnatović je bil tako popolnoma zaščiten pred policijskim in sodnim pregonom, kar je bila posledica njegove udbovske izkaznice, ki mu jo je podelil prav Dolanc. Ta je bil dober prijatelj Ražnatovićevega dedka, Veljka, ki je, kljub temu, da je svojega sina vsakodnevno tepel, Dolanca osebno prosil, naj mu pomaga. Tako je Ražnatović ustrelil dva policista, ki sta ga skušala aretirati zaradi mednarodne tiralice iz Nizozemske. Na sodišču so odločili, da je šlo za samo obrambo, policista pa sta končala z invalidsko upokojitvijo. Leta 90 so Ražnatovića in njegove pristaše prijeli na Hrvaškem, je Dolanc posredoval in izpogajal njihovo izpustitev ter povratek v Beograd. Ražnatović je nato postal eden osrednjih simbolov srbskega terorja, od etničnega čiščenja Bošnjakov in Hrvatov, izgona civilistov, uničenja domov in kulturnih spomenikov. Masakri v Bijeljini, Zvorniku in Sanskem mostu so med najbolj znanimi. Njegove enote so mučile vojne ujetnike, ropale domove, trgovine in banke ter upravljale tako imenovane hiše za posilstva, kjer so srbski vojaki neprestano mučili in spolno zlorabljali ženske bošnjaškega rodu. Dolanc in Ražnatović za svoje zločine proti človeštvu nista nikoli odgovarjala. Dolanc je umrl leta 1999 naravne smrti, Ražnatović pa je bil umorjen v atentatu v Beogradu leta 2000.